Bled tudi v letošnjem letu beleži rast na področju nočitev. Medtem ko so na destinaciji lani v prvih 8 mesecih ustvarili 760 366 nočitev, so jih v enakem obdobju letos že 800 089. Že celo leto zasledujemo en trend rahle rasti, to se v 8 mesecih izkazuje za 5% stopnjo rasti obiska, kar nas zadovoljuje, ne. Niso pa samo tisti kriteriji kvantitete, ampak predvsem se bomo fokusirali na kvaliteto. To pa je, da bi gostu in tudi domačinu omogočal čim bolj normalno sobivanje, ne. Zato gre vsi ti naši napori bolj v smeri zelenega. Bodisi s sprejetjem zelenega pravila oziroma akcijskega načrta, ki so samo za naslednje leto vrednoteni približno 260 000 evrov, ne, do tudi kvalitete storitev, ne. To pa, da omogočamo boljše sobivanje, to se pravi, da goste seznanjamo, kako živimo tukaj na Bledu in jih hkrati poskušamo vklopiti v ta način življenja, tako da bi vsi živeli bolj složno skupaj. Druga stvar je pa, da se zavzemamo za to, da bi gosta dalj časa zadržali tukaj na Bledu in sicer, da bi bila to njegova postojanka, iz katere bi se potem gibal po celotnem področju. Mi dajemo pa tukaj fokus ali pa poudarek na Julijskih Alpah, to je pa, kjer ne sodeluje 11 občin tukaj in delujemo na marsikaterem področju skupaj, ker skupaj več zmoremo, več vemo in tudi lažje izpeljemo, ne. Pa naj bo to na področju kolesarstva, pohodništva, oblikovanje neke identitete, tudi gastronomije in pa tudi povzemanje dobrih izkušenj z drugih okolij, to je pa za uveljavljanje domače ekonomije, recimo kot v Bohinju lepo delajo za to znamko Bohinjsko, from Bohinja, ne, in se nam lahko kar lepi vzorniki, ne. Zelo zadovoljni so tudi s sodelovanjem z različnimi deležniki, ki se ustvarjajo blejski turistični zemljevid. Moram povedati, da je sodelovanje dobro. V tem obdobju, ker sem tukaj zaposlen, pravzaprav sem zelo zadovoljen s tem sodelovanjem. Dolgoletno uspešno sodelovanje tukaj z hoteli, je pa še nekaj zadreg pri institucionalizaciji sodelovanja z sobodajalci. To poteka preko turističnega društva Bled, so pa tukaj še dodatne možnosti, predvsem z vidika to, da je to najhitreje rastoči segment na Bledu, ne. To, da je število postelj v tem segmentu praktično enako kot v hotelih oziroma nekaj manjše. In tukaj je potreba po neki koordinaciji, s tem, da bi se dosegali tisti učinki, ki so potem za vse dobro. Dobro pa sodelujemo tudi z gostinci, ne. Vidi pa se, da je pač pritok turistov oziroma gostov na Bled zelo velika, ne, in da včasih se zdi posel kar samoumeven, ne. Zato pa poskušamo te dobre čase zdaj izkoristiti, da bi trasirali pot za nove stvari, kot je kartica Gost Bleda, ki bo narejena v povezavi s celotnimi Julijskimi Alpami. Del Bleda, ki bi ga še želeli pritegniti in vključiti v dogajanje na Jezerski promenadi, je trgovski center. Seveda to ne more narediti Turizem Bled sam, ne, to lahko naredimo vsi skupaj, ne, zato je bistveno volja in sodelovanje strani trgovskega centra. Je pa res, da se recimo za dogajanje v zimskem času redno sestajamo tako z njimi kot z drugimi deležniki in se pogovarjamo oziroma načrtujemo akcije, kako bi spodbudili obisk, ne. Pa naj bo bodisi z namestitvijo nekih atraktivnih postavitev, ki bi pritegnili ljudi, ki bi potem postala ta spontana lokacija in bi hkrati koristilo še mogoče njihovi poslovni dejavnosti, hkrati pa to, da bi to en izmed tistih centrov, kjer bi se odvijalo, da ne bi bil to mrtev rokav, ne. Bled je pred časom dobil priznanje, ki ga uvršča med 100 najbolj trajnostnih in zelenih destinacij na svetu. Zelena shema slovenskega turizma, katere del je tudi Bled, zahteva vedno nove ukrepe in izboljšave. Akcijski načrt ukrepov za prihodnja 3 leta samo za Bled predvideva 260 000 evrov. Za zeleno in trajnostno si prizadevajo tudi v infrastrukturi Bled, kjer se bodo v prihodnje ponovno bolj posvetili urejanju parkov. Res, zaposlili smo dr. Jana Bizjaka, poznanega hortikulturalista, ki bo parkom in ostalim javnim površinam povrnil nekdanji sijaj. To pomeni, da bomo veliko več vlagali v odsvetličevanje javnih površin, še več bo trajnic, še več bo enoletnic, grmovnice, cvetoče, tudi drevesa se bodo aktivno obnavljala. Tako da v nekaj letih bo Bled zopet
zopet postal, bi rekel, nek sinonim za urejene in lepe parke. Poletno sezono so tako v Grajskem kopališču kot na Straži uspešno zaključili. Po 30 letih bo prihodnje leto čas za načrte za obnovo Grajskega kopališča, na Straži pa bodo novosti že v tej zimski sezoni. V tem trenutku že aktivno pripravljamo na zimsko sezono. V ta namen smo se odločili, da bomo tudi prenovili zasneževalni sistem. Že pred nekaj leti smo kupili stolp za hlajenje jezerske vode. Letos pa dodajamo nekaj novih topov, za kateri nam bodo prinesli oziroma nam bodo skrajšali čas izdelave snega, tako da bo Straža v prvih pogojih, ki bodo to omogočali, zasnežena. Od 2. do 30. novembra bodo v izbranih blejskih restavracijah ponujali jesensko obarvane menije s 3 hodi po enotni ceni 18 evrov. Letos v okviru projekta sodelujejo le 3 restavracije. Restavracija 1906, Vila Prešeren in restavracija Špica. Meni že samo po sebi umevno, da sodelujem na teh okusih Bleda. Žal mi je, da ni več gostincev za to odločeno, kajti to pomeni samo ena oziroma dve jedi več, ker ne nazadnje tudi popestri svoj jedilnik v tem zimskem ali pa saj malo zaspanem času, kot november je. Trudili se bomo še naprej, seveda podpirali to lokalno skupnost, od njih kupovali neke predelke, ki jih potem lahko tudi ponudimo gostu. Ne nazadnje vsi vemo, kaj turist hoče, več te lokalno hrane, lokalno predelane. Tako da v temu je seveda en smisel, nažalost ga pa nekateri ne vidijo, ampak jaz še zmeraj nisem obupal, še zmeraj se bom prizadeval, da bi še koga pritegnili zraven, pa da nas bo drugo leto mogoče še več. Podatki, ki so jih v reviji Finance zbrali o slovenskih občinah, so pokazali, da je blejska občina med uspešnejšimi. Po gospodarstvu smo med 212 občinami na Bledu 9. Vprašanje, kjer je parametre vzamejo, ampak glede na to, da prispevamo dobrih 50 milijonov, ne vemo točno koliko, ki tega podatka mi videti ne moramo. Prispevamo DDV v državno kaso, mogoče je to zaradi tega. Potem po infrastrukturi, po izgradnji infrastrukture, po stanovanjih kvaliteti in potem smo 6. V splošni kvaliteti življenja v enem kraju smo pa 40 med 212, kar tudi ni slabše, ni prav slabo. Jasno je, da je tukaj marsikakšnega ta turizem že kar malo ovira, ker je polet. Imamo na Bledu res knečo, ampak jo probamo usmerjati, tako da mogoče bomo tudi tukaj zjezili kakšno stopničko više v naslednjih letih, to nam je tudi načrt. Ampak mislim 9. po gospodarstvu in 6. občina po infrastrukturi, mislim pa, da je v redu. In tukaj je infrastruktura, lejte, severna obvoznica je bila velik prelom. Ja, mislim, da je uspešna, lejte, se nas je, bomo 8 tisoč, proračuna spravimo skupaj za 14 milijonov, kar je v redu, ne bi zdaj primerjave delal z drugimi. In problem tukaj je, da se premalo vidi, kaj je narejenega tistega, kar je potrebno za to, da se potem ufinise. Občani, ne samo pri nas, ampak posod, vidijo, da je ena stopnica, ena plošča manjka, da je to, da je tret, a ne. Tisti je pa nekaj res pravega velikega narejenega, tisti je pa skoraj samo po sebi umevno. Ampak za tisti gre ogromno energije in s tako mehno ekipo, kot jo imamo, včasih res ne moramo takoj zadovoljiti vseh teh detajlov, ki so pomembni seveda za naš vsakdanjik. Z letošnjim obiskom na Blejskem gradu so zadovoljni tudi v Zavodu za kulturo Bled. Ja, moram reči, da smo zadovoljni, ker so rezultati dobri tako v vsebinskem, fizičnem, pa tudi v smislu ustvarjenih prihodkov. Če začnemo do zadaj, mi smo do predvčerajšnjega dne imeli že preko 500 000 obiskov na Blejskem gradu, ravno tako so skozi bolj pogoste prireditve v festivalni dvorani, tako da oba dva objekta, ki jih upravljamo, služita, rečemo, svojemu namenu in dajeta tisto, kar se od njih pričakuje. Kar se tiče pa vsebinskega dela, smo pa predvsem zadovoljni, da smo z junijem mesecem na Blejskem gradu
zaključili 10-letni cikel prenov, tako da je zgradba gradu praktično prenovljena. Mi smo vložili v zadnjih 10 letih preko 10 milijonov evrov denarja v vse te prenove, tako da nas do zaključka vseh aktivnosti, ki smo jih zastavili leta 2008 ob začetku upravljanja, praktično izvedli, razen čaka nas še dvigalo, ne. Dela se bodo nadaljevala v okviru razširjenega grajskega kompleksa, za katerega so zeleno luč dobili v letošnjem letu. Seveda najpomembnejše je za nas izgradnja dvigala, potem nadaljujejo se dela pri projektiranju muzeja sodobne evropske umetnosti, galerije sodobne evropske umetnosti, ki bo na mestu sedanje pristave. Zadeve se pri projektiranju približujejo točki, ko bo vložena vloga za gradbeno dovoljenje. Potem omogoča nam ureditev velikega parkirišča pri športnem parku, za kar imamo praktično tudi pričakujemo gradbeno dovoljenje v kratkem. Potem pridobili smo dokumente in projekte za ureditev parka pod parkiriščem na gradu, ki ga bomo potem, ko bomo še v letošnjem letu izvedli oziroma bodo strokovnjaki izvedli ustrezne arheološke raziskave, do naslednje sezone vsekakor uredili. Prav tako smo v teku pomladi že izvedli dvoje vrtanje, in sicer vertikalno vrtanje iz zgornje terase v globino 30 metrov in horizontalno 50 metrov v grajsko skalo, zato da smo dobili vzorce in seveda tudi analizo kvalitete kamnine, na kateri grad stoji, in tukaj noter bojo te podatke z veseljem, da tako rečem, in veliko odgovornosti uporabili tudi projektanti dvigala. No, potem smo tudi pri zaključku izdelave programa, kaj bo v Mrakovi domačiji, zato da se bodo na ta program lahko odvijali vsi nadaljnji postopki, se pravi izdelava konzervatorsko-restauratorskega načrta, izdelava vseh projektov in potem tudi realizacija. No, pa še georadarske raziskave so bile narejene tudi na nekaterih točkah na Višcah in v okolici, v okviru katerih mi pričakujemo podatke, na osnovi katerih se bodo tudi verjetno odvijala nadaljnja arheološka izkopavanja na tem področju. Tako da vse tiste točke, katere imamo opredeljene v teh razvojnih dokumentih, so s tem, da tako rečem, ratale aktivne, so sprejemom teh dokumentov in jih bomo lahko uresničili tako, kot smo jih načrtovali. Vsa dela naj bi bila končana do sezone leta 2021. Parkirišče je prvi del za avtobuse do naslednje sezone, drugi del za avtomobile, tukaj govorimo o 38 oziroma 40 parkiriščih, potem naslednja faza, to je približno 250 parkirišč za avtomobile in 25 za kempere in avtomobile s prikolico do naslednje sezone, se pravi do sezone 20. Potem, kar se tiče ureditev grajskega parka, je tudi do naslednje sezone 19. Vsi ti večji zadeve, dvigalo, Mrakova, pristava, pa je časovni cilj sezona 2021. Lučke na promenadi pa se bodo prižgale že 30. novembra. Najprej pa seveda pričakujemo obisk eskadril čarovnice na Blejskem gradu, potem 8. decembra pravljično pot na Blejski grad, ki se bo začela tokrat na promenadi in bo potem po Rikljevi poti iz grajskega kopališča počasi šla enotno kot skupina na grad.
Potem v celotno obdobje od 1. decembra naprej bodo v kapeli na gradu jaslice in pa tudi okrog novega leta bo več nastopov, od Božiča naprej, mislim, da 4 ali 5 nastopov gledališke skupine Gašperja Lambergerja z obiskom Grčaka na gradu.